Domen Prevc, zelo sem bila presenečena, ko so sporočili, da pridete v Cortino, da si boste vzeli po koncu tekmovanj še nekaj časa za obisk olimpijske Cortine, da boste šli tudi na biatlon pa na slalom. Kako to, da ste se odločili, da vam v bistvu toliko pomeni, da doživite še ta olimpijski duh in da vam to v bistvu daje več energije, kot bi vam dal počitek? Mislim, jaz če prišel domov tudi ne počival. Tako da v bistvu mogoče, da sem tle, da to doživim te olimpijske igre, tako se zagre, sem se pa odločil, da to bi tako najbolj, kar lahko naredim. In sploh, en kup dejavnikov, en kup stvari, ki sem jaz, cel ta scenarij, ki sem ga prvič predstavljal, sem bil tako, pisal se to pa dober. In dejansko meni je še veliko bolje, kad je bil prvi vtis, prva moja reakcija in kako se stvari odvijajo, ker Cortina je le nadgradnja Predaca in da ne bi doživel te nadgradnje, mi je bilo sigurno žal in nekako se mi zdi, da mogoče glih to videti druge športnike, gledati, opazovati, najdeš še kakšno inspiracijo, navdušenje, tudi pri sebi najdeš še kakšno nadgradnje, kar lahko vse narediš in se mi zdi, da bo to kar koristilo meni v prihodnje. Se torej polnite z olimpijskimi zgodbami? Pa ja, so olimpijske zgodbe, mislim, da kar ne samo mene, vse ljudi navdušujejo polne olimpijske igre, sem tak poseben spirit, vibe in nekako ta Italija, vsi vemo, da zna ta vibe, te emocije še bolj nekako usidrati v ljudi, prenesti in to doživetje, mislim, da težko dobiš drugače, kot pa da greš v živo to pogledati. Doma navdušujejo nas vaši rezultati, navdušuje me tudi vaš smisel za humor, predvsem do sebe znate biti zelo privoščljivi, ne? Zdaj se še vedno pogovarjava in imate obliž na bradi dvakratni olimpijski prvak in 2 šiva na bradi. Kaj se je zgodilo? Pa ja, je glih na odhodu, z obema torbama v rokah, rukzak, pa še spredaj nekaj. Sem hitel iz olimpijske vasi, ker jaz ne znam iti počasi gleda. Pa sem se zafeclal v zalke in preveril, če je še asfalt trd z brado. Tako da sem v bistvu iz naše rezidence v olimpijski vasi, kjer sem imel tudi v pritličju polikliniko, sem samo zakorakal nazaj 20 korakov, se vlegel v ordinacijo, pa sem zrihtal, tako da sem dali že tle, pač poleg 2 medalj še z 2 šivoma. Vsi želijo delček vas. Imate že kaj polno glavo ali še kar uživate? Mislim, jaz razumem, da vsi hočejo delček mene in nekako to pride zraven. In jaz pravim, to so res sladki problemi, za katere ne smeš jamrati. To so sladki problemi, ki ti v resnici omogočajo, da delaš, da se lahko ukvarjaš športom, pa da uživaš v tem, da imaš tak poklic. To je res, da si vzameš čas za ljudi, ki te podpirajo, ki so vedno s tabo, ki ti pripomorejo k uspehu. Se mi zdi, da je res najmanj, kar lahko narediš. Nekako je to mogoče trajajoče, moraš nekje meje, limite postaviti, sezono še imamo, ampak konec koncev se pa je zelo zavedam, da brez tega, brez teh ljudi, brez ljudi, ki bi ta šport zanimal, spremljal, ki bi uživali v njemu, tudi jaz ne bi mogel tako uživati, se s tem ukvarjati, pa tako imeti take kvalitete življenja, kot imam. Danes se boste srečali s Tino Maze, tudi 2-kratno olimpijsko prvakinjo. Tina je razmišljala, da se je morda premalo veselila svojih uspehov v času kariere, ne? Vedno je bila osredotočena potem naprej, pa eni kolajni že naprej na slalomski trening in podobno. Vi najbrž, da ne želite ponavljati teh napak. Morda je tudi vaš brat Peter delal to napako, da se je premalo veselil. Mogoče imam to srečo, da meni je v bistvu veselje najbolj to, da nekaj dosežem, ta nagrada. Oziroma, meni je že veselje, ta zlata medalja na veliki napravi, da sem s takim skokom je dobil, meni je bilo to res taka nagrada. In mogoče nagrade, ki si jih jaz sam dajem, so res take, oziroma kako jih jaz dojemam, da si vzamem en popoldne zase za savno, za mrzlo vodo, da se odklopim, regeneriram. To me res napolnjuje. Pa mogoče kakšna vožnja po hribih, take stvari, no. Take stvari jaz vidim, ker mogoče se marsikomu se čujem zdi, pa včasih imam težave s tem, kdaj v večernih urah, ker ne pijem alkohola in mi ponudijo pir,
pa zavrnem lepo, pa me sprašuje, kaj je zbolan ali kaj. In nekako ne vem, pač te stvari mene, ne vem, substance me nekako ne osrečujejo, me druge droge iz narave, pogledov, bolj se tega poslužujem in nekako to me najbolj napolnjuje, fila, se s tem najlažje nagradim. Sem pa že nekako razmišljal, ja, mogoče bilo fajn, da si najdem nekaj, da si mi malo bolj še usidra, malo bolj najdem, da je ta nagrada še bolj taka, da te malo bolj inspirira za naprej, malo več motivacije dan za naprej. In mogoče mi glih ti namazati danes dala, ker sem pameten na svet za to. Samo ušesa me bodo, ko se spet slišiva, okej? Zmeni, ja.